čez dva. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice. Lep dober večer vsem na 116. Zoom srečanju društva Belis. Smo kot čebelice, pridno delamo. Evo, danes je na predlog Slovenije, že nekaj let nazaj, praznujemo Svetovni dan čebelic. In takole pravijo, čebelice so majhna bitja, imajo pa ogromen vpliv na naš svet. In se praznuje danes na 20. maja, ki je namenjen ozaveščanju o pomenu čebel, ohranjanju njihovega življenjskega okolja. Čebelice so ključne za opraševanje rastlin, kar prispeva k raznolikosti in obilju na našem celotnem planetu. Življenje čebel se odvija v organiziranih družbah, tako kot društvo Belis. To je en pan, a ne? V panju pa je tudi ena določena hierarhija, kjer delavke upravljajo večino dela, kot je nabiranje cvetnega prahu in nektarja, gradnja satovja ter skrb za leglo in kraljico. Naša kraljica bo malo kasneje danes prišla, ene kraljice so že tukaj, ostale pa še pridejo. Moški čebelarji, imenovani troti, imajo nalogo oploditve kraljice. Tako, čebele so izjemno delovne in sodelujejo med seboj za dobrobit celotne kolonije. Tako kot mi, evo, tudi vsi pridno sodelujemo. Hvala vsem za vse darove, za vsako dobro misel, za vse, kar skupaj delamo in ustvarjamo. In čebelice imajo poleg opraševanja rastlin ključno nalogo pri ohranjanju našega celotnega ekosistema. Tega se sploh ne zavedamo. Skrbijo za ravnotežje v naravi ter omogočajo, da se semena spremenijo v plodove. Brez čebel bi naša prehrana in svet okoli nas izgledalo popolnoma drugače, če bi sploh kako izgledalo. Toliko na Svetovni dan čebelic. Za življenje, za razumevanje, zato da uporabljamo svojo pamet. Danes smo se tukaj pogovarjali, prišla je gospa Nataša, ki se sicer ukvarja s fiziko in tudi z drugimi stvarmi, veliko znanja ima, in je rekla, da znanost je postala danes kult, vera. In znanost mora biti vse kaj drugo, to je preverjanje dejstev. Vsak dan moramo preverjati dejstva, vse, kar slišimo. Ne ostanimo slepi za zaslonom, za televizijo in tako naprej. S tem bi jaz zaključil, bi pa še enkrat odprl svoj opič, takole, ja, in pokazal, da danes čebelice, Svetovni dan čebelic, sem malce naštimal za tole, in da bi čuvali našo naravo, naše duše, najprej naše duše, naša srca, drugega, predvsem naše otroke, ker zdaj, kar se počne, kar sledim, kar počnejo, je zelo hudo. Rad bi pa poudaril eno stvar, ki sem jo ta teden nekako bil pozoren, niti je nisem odkril, ampak me je skozi nekaj žulil in sem se vprašal, kaj je narobe z našimi politiki, policisti, državno upravo, z vsemi, ki delajo, ki so v tej službi, ki bi mogli biti na razpolago nam, kajti mi jih plačujemo z davki, a ne? Ampak njim so bolj pomembna sredstva iz Evropske unije, kakor krvavo zaslužen denar, ki ga damo, ki nam ne ostane včasih niti za kruh, niti za mleko. Če pogledaš malo okrog, se pa hvalijo, kakšen standard je v Sloveniji. Ni res, standard imajo begunci, ki dobijo zastonj stanovanje, status, potem dobijo še 1000 evrov, vozijo se pa z Lexusi, z Mercedesi in z ne vem kakšnimi drugimi znamkami. Sramota. In zakaj do tega pride, sem se vprašal. Malo sem brskal po internetu in sem videl, da mora seveda predsednik države, kaj mora narediti? Preden postane predsednik države, a ne, se mora zavezati, da bo izpolnjeval ustavo in zakon. Enako predsednik vlade mora narediti za obljubo, ne, da bo spoštoval ustavo in zakone. Enako vsi tile naši
zlati ministri, ki se kar množijo, zdaj so taka ministrstva, ki jih niti izgovoriti več ne znam. Ve se, zakaj se to počne, hočejo nam spremeniti dušo, spol in vse. Po drugi strani sem bral pa dokument, ki pa nima nobene veze z našo državo, ampak je postavljen iz strani, ne boste verjeli, postavljen je iz strani neformalnih organizacij, skritih organizacij, kot je Svetovni gospodarski forum, potem WHO, United Nations, kjer je na 56 straneh dokument, ki je v slovenski vladi na vladni strani. Sem ga odprl in noter poiskal besedo, kjer piše zaveza. 77-krat je beseda zaveza zapisana v tem dokumentu. Ti ljudje se zavezujejo, da bodo izpolnjevali besede, naloge in 17 ciljev, ki jih imajo v tistih kvadratkih. V državnem zboru pa rečejo, da bodo spoštovali ustavo in zakone. Se pravi, spoštujejo ustavo in zakon, ne izpolnjujejo, zavezujejo se pa, da bodo tej globalni eliti izpolnjevali njihove cilje. Sramota za našo politiko, sramota za naše ljudi, ki to počnejo in ko smo jih izvolili in jim zaupamo, tako da vam pravim, preverite malo, kakšno je stanje na terenu, poglejte, kaj počnejo z našimi otroci in mislim, da bom naslednji teden to temo tudi obravnaval, poleg vsega ostalega, kar pride. Še enkrat, iskrena hvala, tako kot je Iviljana rekla, za pomoč, za podporo, za to, da ste z nami, za to, da se vsako soboto dobimo, ne bomo odnehali, čeprav nam nagajajo, nas pretepajo, nam jemljajo računalnike, nas blokirajo, nam vzamejo vseh 450 videoposnetkov iz 3 platform, e-maile, datoteke, vse mi delamo naprej. Tako da hvala za vašo podporo, za vaše razumevanje, ker vemo, da smo v bistvu se nahajamo v humanitarnem pravu. Humanitarno pravo se pa uporablja samo v času vojne. Takrat človekovih pravic ni. In človekove pravice iz IHR 5, International Health Regulations, brišejo zdajle ven. Zavedajte se, da smo v vojni, ampak v vojni ni več milosti, kot ti vzamejo človeško dostojanstvo, kot ti vzamejo vse pravice, takrat, dragi moji, ni več milosti. Takrat je treba besedo kot orožje uporabiti, tako kot je rečeno, po besedi je vse nastalo ali po besedi je vse izgubljeno. Lepo se imejte, se vidimo naslednji teden. Hvala lepa in lep večer še naprej vam želim.